Duševno zdravje nam omogoča uživati življenje in se spoprijeti z vsem, kar to prinaša. Tudi bolečino, trpljenje, razočaranje. Ko je vse tako črno, se lahko zgodi, da ne najdemo izhoda. Zato je pomembno, da svoje občutke zaupamo še komu in poiščemo pomoč. Tako je storila tudi Manca, ki je poskrbela za svoje duševno zdravje in težave uspešno premagala. Ker so najpogostejša ovira pri iskanju pomoči prav predsodki o duševnih motnjah, je Manca želela o tem spregovoriti na glas. Se verjame, da s tem lahko pomaga mnogim vrstnikom. Srednješolka Manca obožuje konje in potovanja, a še pred nekaj leti si ni želela odrasti. V življenju več ni videla smisla. V 5. razredu sem v sošolci trpinčil, v 7. sem dobila prvo stranišče in mi je prekipelo. Takrat si ni več želela živeti, pomislila je na samomor. Nisem da ljudi obremenjujoč še z mojimi problemi, ker sem že svojih dosti, pa sem rekla, to bom že sama rešila enkrat. Bila je prepričana, da je nihče ne bi pogrešal, zato je o samomoru razmišljala še naprej, a ob največji stiski se je nato le zaupala mami. Manca pravi, da ji je pomagala glasba skupine One Direction, posebej pesem What Makes You Beautiful. Z mamo sta poiskali pomoč tudi pri terapevtki. Terapevtka mi je tako pomagala, da mi je povedala, ne gre vsak čez te težave v svojem življenju, da se za vsako težavo se najde rešitev. Vsako leto okoli 400 mladih poskuša narediti samomor. Najpogostejši vzroki so občutek osamljenosti, žalosti, nesprejetosti in zapostavljenosti. Če se tako počutite, je dobro, da poveste to svojo notranjo stisko najbližjim. Najprej staršem, potem najbližjim, recimo v šoli, tovarišici, razredničarki, svetovalki šolski. Potem pa seveda lahko starši obiščete center za socialno delo. Na voljo vam je tudi Tom telefon. Manca pa svetuje, da zaupajte svojim prijateljem. Zdaj verjamem, da je življenje lepo zato, ker se za vsako težavo se najde rešitev, pa tudi če je vse slabo, bo vedno še nekaj dobrega v tem slabem. Bodite torej pozitivno naravnani, kadar pa vseeno začutite, da težavam ne boste kos, je pomembno, da poiščete rešitev in se nekomu zaupate. Na naši spletni strani infodrom.si najdete seznam številk, na katere lahko pokličete v stiski.